V Ljubljani je nasilne smrti umrl igralec Gašper Tič. Ljubljanski policisti so mrtvega igralca našli v nedeljo zjutraj v stanovanju na Trubarjevi ulici v Ljubljani. Po podatkih policije se je sprl z 20-letnikom, slednji je z ostrim predmetom, verjetno z nožem, poškodoval igralca, ki je zaradi poškodbe umrl na kraju. 20-letnikov so policisti odzeli prostost, osumljenec je še vedno v policijskem pridržanju in ga niso še pripeljali pred preiskovalnega sodnika. V pridržanju je sicer lahko največ 48 ur. Sicer pa policisti, kot so pojasnili na policijski upravi v Ljubljani, nadaljujejo zbiranje obvestil, s katerim bodo razjasnili tudi ozadje spora med osumljencem in žrtvijo. Prav tako bodo danes opravili oziroma so verjetno že obdukcijo, policisti pa nadaljujejo tudi z ogledom kraja dogodka. Ampak predlagam, da v spomin na igralca pogledamo najprej, kako je recitiral pred Prešernovim spomenikom v Ljubljani. Kdo zna noč temno razjasniti kitare duha? Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce od zore do mraka, od mraka do dne? Kdo uči izbrisati spomina nekdanje dni, brezup prihodnih odvzeti pred oči, praznoti ubežati, ki stanje mori? Kako? Bit hočeš poet in ti pretežko je v prsih nositi ali pa kov ali nebo? Stanu se svojega spomni, trpi brez miru. Ponovno pozdravljeni. Zdaj seveda je ne samo kulturna javnost in pa igralci oziroma vsi pravzaprav, ki so poznali Gašperja Tiča, so pretreseni. Umrl je nenazadnje znani slovenski igralec zaradi vbodnih ran. Nihče ne govori o teh podrobnostih za štirimi stenami, kaj se je pravzaprav dogajalo za stenami, kjer se je Gašper Tič preselil približno pred 2 tednoma. Zdaj, mogoče, če imate vidva kaj več informacij, pravzaprav zakaj je šlo Tino? Ja, ne vem, zdaj najprej glede Gašperja Tiča, pač želim mu, da počiva v miru in da bi mu bil neveški oče milosten pri poslednji sodbi, torej pri teh stvareh, kakorkoli jih pač imenujemo, kar se zgodi po smrti. Tako da tu ne bi mogel kaj veliko povedati o njem. Imel je zelo dober glas, bil je odličen igralec. Sam ga pa nisem veliko poslušal, zato ker je bil zelo vulgaren. Ena od zadnjih njegovih iger, če ne prav zadnja, je bila, ima tak naslov, da si ga ne upam recimo zdaj v kamero povedati, ker je enostavno preveč vulgaren. Tako da zato mi, kot igralec mi ni bil blizu, zato težko rečem kaj več o njem. Ker je pač pri humorju je najlažje se norčevati spolnosti, ne? Torej mastne vice praviti je najlažje in to meni ni blizu, zato ga pač kot igralca ne poznam veliko. Zdaj, tudi glede morebitne spolne orientiranosti, kot nekateri namigujejo po spletnih omrežjih, ne vem nič. Ne? Je pa res, da ko sem jaz slišal, mi pač pomisliš, si postaviš vprašanje, če se je pač, da je bil po noči z nekim drugim moškim, 20 let mlajšim, pomisliš na to, ne? Ker je pač to recimo en indic. Meni je tudi zazvonilo v glavi, zato ker je 2 hiši stran, torej ravno tako na Trubarjevi je bil tudi en incident že pred leti, ko so se eni recimo iz desnosredinskega političnega svetovno-nazorskega tabora so tudi imeli neke podobne zadeve. Zato sem potem pač takoj pomislil na to in sem šel malo brskati po internetu in nisem praktično nič dobil. In to me pravzaprav veseli. Zato, ker to ni naša stvar, kaj se je dogajalo, če se je kaj dogajalo tam v tisti sobi. Ampak potem, ko te iste medije gledaš in bereš kaj drugega, pa dobiš ogromno podrobnosti. Recimo v nekem mediju, ki je govoril vsem razen o temu, kaj naj bi se mogoče dogajalo,
na Trubarjevi, so denimo opisovali par mesecev nazaj Janeza Janšo in so napisali, da je on PR-ovko odslovil zato, ker hodi z drugo žensko in da je imel veliko priležnic in da je z veliko ženskami spal, da so to zlohotne govorice. Ne? Zdaj, to so dvojna merila. Ne? Od nekoga lahko izvemo vse podrobnosti in vsa namigovanja, ki so zmišljena ali ne, to ni bistveno. Ne? Ampak o nekomu se lahko piše vse, o spolnih navadah, ne vem, Janeza Janše, lahko vse vemo. Ne vem, če je pa en estradnik, ki umre v skrivnostnih okoliščinah in je mogoče drugače spolne orientiranosti, o tem se pa nihče ne sme nič vprašati ali napisati. Ne? In to je dvoličnost. Zdaj, osumljenec je po poročanju Večera, gre za 20-letnega Štefana Cakiča. Kot smo rekli, v policijskem pridržanju policija pač nadaljuje to zbiranje obvestil. Naj bi se sicer družila v nekem ljubljanskem lokalu in potem zjutraj šla domov in naj bi se sporekla. In takrat je prišlo do tega umora, ne? Mislim, z nožem, ne? Ki je strašen. Zdaj, mislim, seveda, Bojan Požar je objavil nek tweet, mislim, da ga imamo. Kaj praviš ti, Sebastian, o okoliščinah v bistvu tega krutega umora, mislim, ki je seveda nesprejemljiv in ni, po mojem mnenju, ni dobenega opravičila za karkoli. No, glej, Vlado, ne vemo seveda, kaj se je tam dogajalo. Zadnje čase je bilo kar nekaj nasilnih smrti v Sloveniji, mogoče več, kot smo jih bili prej vajeni, ali pa jim mediji posvečajo več pozornosti. Vsekakor vsakeč, ko umre neka priljubljena javna osebnost, to seveda javnost pretrese in po drugi strani je javnost radovedna. In jaz se tukaj strinjam s Tinom, da ne moramo imeti dvojnih meril. Javne osebe živijo od pozornosti javnosti. In ne glede na to, da gre za tragični dogodek, je zelo težko presekati v nekem momentu in reči ljudem, naj se ne brigajo za to, kaj se je zgodilo. Danes, ko sem se malo po Kopru pogovarjal z ljudmi in ko je završalo to, kar je Tino omenil, in kar se je pojavilo danes na spletu, so bili vsi presenečeni. Torej, tu nihče ni govoril o njegovi spolni usmerjenosti, imeli so ga radi kot igralca, ampak kot sem rekel, ko se zgodi nekaj takega javni osebnosti, je javnost zaintrigirana in če ne bo relevantnih podatkov in informacij, si bodo ljudje enostavno zmislili cel kup stvari. Mi smo lahko pred leti spremljali primer Baričevič, kjer je prav tako šlo za nek dogodek, ki si ga bi šel v Hollywoodu težko izmislili, in če ne bo relevantnih, utemeljenih podatkov na pravi način podanih, bo to postala neka urbana legenda in ljudje bodo seveda govorili svašta. Jaz mislim, da je treba seveda tudi spoštovanja do njegove družine biti obziran pri vsemu, kar se o tem govori. Težko pa rečemo, da so to stvari, za katere se javnost ne sme brigati. Jaz bi sam predlagal, da pogledamo še en video, kjer je pač Gašper je zagovarjal družinski zakonik. No, ampak to zagovarjajo tudi številni politiki, estradniki, ki niso istospolno usmerjeni. Tako da to ni dokaz, da jim reči neke usmerjenosti, je samo dokaz progresivnosti. Če lahko samo režija, če lahko vidimo sam ta video, mogoče. Je treba bolj svobodno gledati na druge, se ne bati, da ti bo kaj odvzeto, in to je edina pot strpnosti in razumevanje do ostalih. Kar se tiče poudarjanja mama, oče in tega, kar zdaj poslušamo od pobudnikov referenduma, mislim, da je to popoln kretenizem v narekovajih, s tem, da si naredil otroka, nisi kot oče in mama naredil še prav ničesar, ampak je pomembnejše, kar sledi, vzgoja, ljubeče okolje in vse, kar otrok potrebuje, da zraste v človeka, kar mu pa lahko nudi tudi nekdo, ki ni biološki starš.
In predvsem se otroka ne smatra kot tvojo lastnino, ampak se moraš zavedati, da ima on svojo pot in da je svoja osebnost. In hujše kot ne imeti biološkega očeta, se mi mogoče zdi skozi oči otroka zelo hudo se nekega dne zavedati, da imaš očeta, ki je sprožil referendum, ki je določenim oduzel pravice do enakovrednega življenja. Kar se tiče splošne razgledanosti, pa mislim, da mi ne more nihče nič. No, mogoče Tino, zdaj seveda Gašper je takrat zagovarjal družinski zakonik, v bistvu v tej kampanji. Mislim, da Reporter namiguje pač, da naj bi šlo za neko drugačno ozadje kot samo zgolj spor. Ne vem, nisem bil zraven in me dejansko ne zanima, ker me ne zanima ne to, s kom je on spal, ne s kom je spal Janez Janša. To mene pač ne zanima. Se mi pa ne zdi prav, da imamo dvojna merila, tako kot sem rekel. Zdaj, glede tega, kar je bilo pa sedaj rečeno, kar smo videli ta posnetek, pa bi bilo zanimivo vprašati kakega strokovnjaka, če pogledate govorico telesa soproge, takratne soproge, preden sta šla narazen, pokojnega Tiča, jaz njej nisem verjel. Jaz mislim, da ona intimno ne verjame v to, kar je govorila. Ampak, če meni ne verjamete, vprašate kakega psihologa, ki se ukvarja z govorico telesa. Kaj hočem reči? Tu gre za eno politiko, za eno stalno namigovanje in ločevanje ljudi. Tudi, ne vem, ko je Sebastian prej rekel, ja, da je to progresivno. Torej, jaz, ki zagovarjam, da ima oče, oziroma da ima otrok pravico do očeta in do matere, jaz zdaj nisem progresiven, torej sem nazadnjak. Ali kaj? Razumete? Torej, razlika med progresivno in konzervativno politiko je povsem legitimna. In nisem nič rekel, da je ena boljša od druge. To je pač ena od delitev v političnem prostoru. No, ampak ni bilo rečeno politika, je bilo rečeno, da je pač progresiven. Torej, tisti, ki ne mislimo tako, smo konservativni, smo nazadnjaški in tako naprej. Če pa pogledamo strokovnjake, in če pogledamo stroko, kaj pravijo o teh stvarih, bomo dobili popolnoma drugačne odgovore. Seveda pa ni treba poslušati, kaj govorijo na FDV-ju, ker tisto je pač ena taka kvazi stroka, glede spolne usmerjenosti in vpliva na vzgojo. Tako da to smo se že veliko dajali o tem, ampak mnenje ljudi, ki mislimo tako, kot mislim jaz, ni prišlo tako ven, kot je prišlo od tako imenovanih naprednih, urbanih, progresivnih, svobodnih ljudi. Jaz bi seveda na tej točki zaključil to debato. Vsekakor je bil imeniten igralec, dobo je tudi koncev Viktorja za posebne dosežke, za stvaritev lika, analize in še bi lahko naštevali. Jaz se vam seveda zahvaljujem za komentarje v nocojšnji oddaji VV Faktor. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost. Seveda, kot veste, resnica boli, komentarji še bolj in ni vseeno, kdo kaj reče. Lahko noč.